Pred dobrima 2 mesecema je zaživelo kostanjeviško postajališče za avtodome z vso potrebno infrastrukturo. Beležijo dober obisk, predvsem med vikendi. Do zdaj je urejenih 12 uradnih postajališč za avtodome, sicer je 8 ta večjih, za tudi skoraj avtobuse, 4 manjše, drugače pa še 5 rezervnih placov, tako da je nazadnje, ko sem jaz štel, je bilo celo 27 tukaj na tem prostoru, sicer uradno je pa to malo manj. V ponedeljek smo sicer našteli le 5 avtodomov. Sodeč po registrskih oznakah gre za goste iz vseh koncev Slovenije. Skoraj avtobuse, 4 manjše, drugače pa še 5 rezervnih placov, tako da je nazadnje, ko sem jaz štel, je bilo celo 27 tukaj na tem prostoru, sicer uradno je pa to malo manj. Sogovornica doda, da sta z možem Kostanjevico obiskala že tretjič, tokrat v družbi vnukinje, sicer le za 2 dneva. 4 manjše, drugače pa še 5 rezervnih placov, tako da je nazadnje, ko sem jaz štel, je bilo celo 27 tukaj na tem prostoru, sicer uradno je pa to malo manj. Kostanjeviška občina je za investicijo namenila 200 000 evrov. Mi se v občini tudi zavedamo, da te investicije ne bomo nikoli pokrili. Hoteli bi doseči vsaj to, da bi se poravnavali tekoči stroški, kar se tiče čiščenja, vzdrževanja tega objekta. Ampak mi smo se letos zavestno odločili, da ne bomo pobirali nobene parkirnine. Avtodomarji tako plačujejo samo stroške elektrike in vode. To pa vemo, da ne dosega nikakršnih pokrivanja stroškov, nobene ekonomike tukaj ni. Mi se zavedamo, če hočemo turizem razvijati, pa tržiti, ne moramo kar takoj skočiti na neke cene, ko imajo dol Primorci, Gorenjci, oni imajo to parkirnine visoke, celo povišali svoje letos, ko imam jaz podatke. Mi smo se odločili letos, nič drugo leto bomo pač videli. Verjetno neko simbolično parkirnino bomo zaračunavali, da se ti stroški vsaj pokrijejo vzdrževanja. V Kostanjevici na Krki iz leta v leto beležijo porast turistov. Letos se pa sploh, kaj veste, zaradi te korone tujcev ni, potovati je tudi nerodno, nekam v tujino, če te svarijo, zato je tukaj priliva tudi. Vsi pa vemo, da je, in veste, poznate Kostanjevico, da je to le otok, da je tu veliko možnosti za turizem. Imajo tam podzemno jamo, imajo galerijo, imajo en kup pohodnih poti, imajo kolesarske poti, vinogradniški turizem do nekle. Tako da se ti ljudje imajo kam dati, obala kompletna, to taki postajališče malo v Sloveniji, sploh pa da bi bili brezplačni, kot je ta. Da dobiš tukaj na enem mestu, to hočem povedati. Tu so avtodomovi, lahko je en teden, to je določeno, 3 dni si lahko na enem mestu, ker potem bi mogel že turistično takso pobirati. A vsak turist ima v Kostanjevici na Krki 3 dni kaj početi oziroma lahko v tem času razišče njeno okolico, še dodaja župan.